V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, celoten postni čas je zasnovan po vzoru Jezusovega 40-dnevnega posta v puščavi, o katerem smo slišali v Evangeliju prve postne nedelje. To je tako rekoč vzorec, po katerem je oblikovan celoten postni čas in ki nas spodbuja, da sledimo Jezusovemu zgledu. Zato želimo razmisliti, kaj ta Jezusov zgled vsebuje in kakšno sporočilo nam pošilja. Pripoved o Jezusovih izkušnjavah v puščavi nam najprej pove, kako ga je duh vodil v puščavo. Lahko se vprašamo, kateri duh je to. Sveti Gregor Veliki v svojem komentarju k temu odlomku pravi, da je to Sveti duh. Kasneje v tem odlomku beremo, da ga je vodil na visoko goro in na vrh templja, da bi ga skušal, vendar ga Sveti duh vodi v puščavo, da se posveti postu, da stori tisto, kar je dobro in odrešujoče za nas, da bi nam tako dal zgled, ki mu moramo slediti. To je tisto, kar si želi vsak od nas, da nas ne vodi duh tega sveta, duh praznine, ampak Božji duh, da delamo tisto, kar je dobro in odrešujoče za nas, kar je za naše duhovno dobro. To naj bo naš namen v tem postnem času, da se resnično odpremo delovanju Svetega Duha in oddaljimo od duha tega sveta. To je pomen spokornih dejanj, ki jih opravljamo, ukrotiti neurejene strasti in v nas in tako omogočiti Svetemu Duhu, da deluje v nas po svojih spodbudah in navdihih. Duh vodi Jezusa v puščavo na samoten kraj, ni ga vodil v mesto, polno ljudi, v hrup tega sveta, ampak v samoto, v tišino. To je torej poziv vsakemu od nas, da se oddaljimo od vsega, kar nas moti, kar nam preprečuje, da bi našli notranji mir in spokojnost in da se umaknemo v svojo notranjost, ter tako najdemo čas za molitev, za premišljevanje o Kristusovem križu in trpljenju. Ustvariti moramo tišino v naši neposredni okolici in v sebi. Včasih to ni lahko sredi hitrega ritma življenja, ki ga vodimo z našimi poklicnimi dolžnostmi, še posebej za starše s majhnimi otroki. Če se zares potrudimo, če si za to prizadevamo, bomo našli trenutek, da se zberemo. V nemščini obstaja lep izraz einkehren, ki ga je zelo težko prevesti in dobesedno pomeni obrniti se navznoter. Za duhovno obnovo obstaja izraz Einkehrtage, ki dobesedno pomeni dnevi obračanja navznoter, stopanja v našo notranjost. V slovenščini se sicer tudi uporablja dober izraz dnevi zbranosti, da se človek torej zbere. To je nekaj, za kar si želimo prizadevati, kar si želimo zastaviti kot nalogo v tem postnem času. Drugi razlog, ki ga lahko prepoznamo v tem dogodku, ko duh Jezusa vodi v puščavo, je, da se Jezus umakne od časti, ki mu jo izkazuje ta svet. Njegov odhod v puščavo se namreč zgodi po krstu v reki Jordan, ki ga je opravil Janez Krstnik in ki ga je spremljala večja skupina ljudi. Doživeli so čudežni dogodek, ko iz nebes oglasil očetov glas in Sveti Duh spustil nanj, zato se Jezus umakne v puščavo. Želi se izogniti zemeljski časti, ki mu jo izkazujejo ljudje, da bi se umaknil od te neurejene zemeljske navezanosti.
To pa je tudi sporočilo za nas v tem postnem času, da se oddaljimo od prazne slave in bleska tega sveta. Vsi uživamo v človeški pohvali. To je nekaj naravnega, prirojenega naši človeški naravi, ki je ranjena s izvirnim grehom in po svoji naravi teži k zemeljskemu. Tu lahko potegnemo sporednico s fizikalnimi zakoni, ki veljajo tu na Zemlji. Zakon gravitacije vsa telesa privlači k tlom. Podobno se tudi naša človeška narava zaradi svoje krhkosti ne nagiba k duhovnim stvarem, ampak k zemeljskim, in da se tako rekoč ohranimo nad to zemeljsko ravnjo, je potrebno posebno prizadevanje in trud. To je pravzaprav namen pokore, ki jo opravljamo. Dvigniti svojega duha nad zemeljske stvari in svoj pogled usmeriti k duhovnim zadevam. Da bi to dosegli, moramo biti ponovno osvobojeni hrupa tega sveta, vseh motenj. Ustvariti moramo prostor in pogoje za zbranost ter se hkrati oddaljiti od vseh človeških navezanosti, pohval in časti tega sveta. Poleg tega slišimo, kako je Jezus šel v puščavo, da bi ga hudič skušal. Sveti Ambrož pojasnjuje, da je bil to namen njegovega odhoda v puščavo, izzvati hudiča k duhovnemu boju. Gospod se je torej zlahka soočil s tem izzivom in lahko se vprašamo, zakaj. S tem nam je seveda hotel dati tudi določeno sporočilo. To je prvič dejstvo, da bo vsak od nas v tem življenju izpostavljen skušnjavam proti veri, proti čistosti srca in proti ljubezni do bližnjega. Če je to dopustil sam Božji sin, ki je bil v svoji človeški naravi popolnoma svet, vzor vsake kreposti, ki ni mogel grešiti, koliko bolj to velja za nas, ki smo grešniki in nosimo v sebi to neurejeno nagnjenost k grehu. Že da je biti vsem podoben nam, tudi torej v tem pogledu po naši človeški logiki bi lahko domnevali, da je za popolnost svetosti nevredno soočiti se s takšnimi izkušnjami, vendar se je Gospod odločil sprejeti ta izziv. Zato ne smemo biti presenečeni, ko nas napadajo skušnjave. Moramo se znebiti prepričanja, da je osvoboditev od skušnjave znak duhovnega napredka, da to pomeni, da nam gre dobro, medtem ko srečevanje s skušnjavami pomeni, da je z nami nekaj narobe. To sploh ni nujno tako. Seveda lahko včasih skušnjave povzročimo sami, naprimer, če jim damo priložnost z gledanjem določenih stvari na zaslonih, na mobilnem telefonu ali računalniku, ki lahko povzročijo nečiste misli ali dvome, ali pa s tem, da se prepustimo fantazijam, ki vodijo k temu. Verjamem, da ste spremljali nedavne dogodke v zvezi s škofovskimi posvečenji. Naš generalni predstojnik je skupaj s svojimi pomočniki in svetovalci poslal odgovor kardinalu Fernandezu glede nadaljnjih pogovorov. Jasno smo povedali, da je to nujno za nadaljnje preživetje izročila pravega katoliškega nauka, bogoslužja in cerkvenega življenja, in da ne želimo sodelovati v kakršnikoli manevrih. To je namreč glavni cilj današnjih modernistov, ki so prevzeli položaj v Rimu, tako kot je bilo v času nadškofa Lefevra. Radi bi z nami neskončno zavlačevali, do zdaj niso imeli nikakršnega interesa za pogovore, zdaj pa so nenadoma izrazili resen interes, vendar z izseljevanjem, katerega cilj je odložiti škofovska posvečenja s takšno gnilo diplomacijo. To so zgibi, ki niso niti iskreni, niti častni, zato se moramo
zavezati resničnemu duhovnemu dobremu, ki je potrebno za vse nas v prihodnosti. To zdaj prihajajo komentarji vseh strani, različne uboge duše pa ponujajo svoja tako imenovana strokovna mnenja o celotni zadevi, vendar se z njimi sploh ne smemo ukvarjati. Takšni ljudje niso vredni niti sekunde našega časa, če razumemo stvari in so nam jasne okoliščine, v katerih živimo, potem moramo gledati naprej in delati na svoji osebni pobožnosti, ne pa se ukvarjati z vsemi vrstami zgodb, ki nam lahko le ukradejo notranji mir. Jezus nas je s tem, da se izpostavil skušnjavam, nas je hotel spodbuditi, da se v takšnih trenutkih ne smemo pustiti odvrniti, ker bi to pomenilo, da se zanašamo na sebe, ne na Boga. Mislimo, da smo tako dragoceni, da je vse odvisno od nas, ko pa nekaj ne gre po načrtu, ki smo ga zastavili, postanemo potrti. A prav tu moramo spoznati, da je vse odvisno od Boga. Vsi darovi in sposobnosti, ki jih imamo, izvirajo od njega, on pa nam bo dal moč, da premagamo vsako oviro. Spomnimo se, da so bili tudi tisti, ki so bili precej večji od nas, izpostavljeni skušnjavam. Vzemimo si za primer sveto Terezijo, deteta Jezusa, ki je nenehno trpela zaradi skušnjav proti veri. Borila se je proti njim tako, da je v sebi obnovila dejanje vere. To bi morali storiti tudi mi v takšnih trenutkih. Potem imamo primer svetega Tomaža Akvinskega, katerega lastna družina mu je nasprotovala, da bi postal menih, zato so se zatekli k najbolj podlim sredstvom, da bi ga odvrnili od te poti. Zaprli so ga v stolp in poslali prostitutko, da ga zapelje. Vendar se je odločno branil, iz peči je vzel gorečo poleno in z njo zamahnil, pa da bi to žensko odpodil. Nato sta se mu prikazala dva angela in ga opasala s pasom čistosti. Tako nas Gospod uči, da lahko zares premagamo vsako skušnjavo, ne glede na to, kako težka in nadležna je, da ni nepremagljiva ovira, ampak da se lahko s pomočjo njegove milosti branimo in zmagamo. V ta namen želimo v tem postnem času darovati svoja spokorna dejanja. Poleg tega nas naš generalni predstojnik vabi, da jih darujemo tudi za sedanje namene našega apostolata, za prihajajoča škofovska posvečenja. S tem namenom molimo tudi rožni venec v naših kapelah. Vse to delamo v prizadevanju, da bi se prilagodili Kristusovemu križu in trpljenju, s katerim je premagal ta svet, moč greha in hudiča. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.